Življenje modernega človeka postaja vse bolj stresno in vse bolj naporno. Redna razbremenitev je tako več kot nujna in v veliko pomoč je lahko šport. Pravzaprav vse pojavne oblike športa pozitivno vplivajo na psihofizično stanje človeka in s tem omogočajo bogatejše življenje. Ena najbolj razširjenih, najbolj množičnih in najbolj popularnih športnih panog je nogomet. Pravzaprav gre za svojevrsten fenomen, ki ga težko razložijo tudi strokovnjaki. Tej neverjetno priljubljeni športni igri strokovno rečemo polistrukturna kineziološka aktivnost kompleksnega tipa, kjer se pojavljajo osnovne tipične in atipične situacije, ki jih izvajamo žogo ali pa brez nje. Pa pustimo tokrat stroko ob strani, dejstvo je, da nogomet v množičnosti in popularnosti med različnimi generacijami ni para. Ja, zaradi tega timskega športa, pa že zaradi svojih lastnosti. Nogomet treniram 2 leti, izbral sem ga pa zato, ker mi je všeč kot šport, pa ker je to ekipni šport, ker ni posameznik. Nima neke racionalne razlage, zakaj je tako priljubljen po celem svetu. A dejstvo je, da je nogomet privlačen ravno zaradi svoje preprostosti. Stravo prekrita in z belimi črtami označena površina ni zapletena športna infrastruktura, a vsekakor ponuja razsežnosti te čudovite igre. Nogomet je najbolj postranska stvar na svetu. Skoraj da ga ni koščka na zemeljski obli, kjer ga ne bi igrali v takšni ali drugačni obliki. V Mednarodno nogometno zvezo FIFA je včlanjenih kar 207 držav iz celega sveta. Tudi v naši občini priljubljenost nogometne igre sledi trendom. Imamo sicer en sam klub, a ta se lahko pohvali z vidljivo množičnostjo. Zgodovina nogometnega kluba Jezero Medvode pravzaprav sega v leto 1973, pod sedanjim imenom pa nastopa od leta 2001 naprej. Klub je nastal z združitvijo 2 nogometnih klubov, Medvode in Jezero Zbilje. Skozi leta delovanja so njegovi člani nastopali v različnih rangih tekmovanja, na začetku 90-ih celo v prvi slovenski nogometni ligi, kar je doslej največji klubski uspeh. NK Jezero Medvode združuje vse ljubitelje nogometa v občini Medvode. Poleg članske ekipe, ki tekmuje v 3. slovenski nogometni ligi Center, v klubu deluje še 7 mlajših selekcij. Te nastopajo v ligah MNZ Ljubljana. Ekipa mladincev v 1. mladinski ligi, ekipa kadetov v 1. kadetski ter ekipi starejših dečkov v 1. in mlajših dečkov v 2. ligi. Najmlajše so ekipe Cicibanov v 11, v 10 in v 9. Imamo pokrite že vse selekcije v klubu, od najmanjših od U8 pa do mladincev plus članska ekipa. Plus tega smo pa tudi na šolah razširili interesne dejavnosti, tako da smo zdaj že prisotni na vseh medvoških šolah. Pa od letos smo tudi na osnovni šoli Vodice, kar neki fantov, ki ima potencial, da bi enega dne lahko bili, ne vem, mogoče ne glih novi Ronaldo, ti bojo pa verjetno zanimivi nogometaši, če bojo vztrajali, ne. Treninge jezerjanov se odvijajo na 2 zunanjih travnatih igriščih, in sicer v Medvodah ob Sori, kjer trenirajo predvsem članska, mladinska in kadetska ekipa, ter v Smledniku, kjer trenirajo vse mlajše selekcije. Kar se igrišč tiče, lahko rečemo, da jih je dosti, no. Je pa problem z igrišči je v samem vzdrževanju. Stroški so zelo visoki, tako da bi bili v boljšem stanju, ne. Zdaj smo se tudi spravili samo infrastrukturo, če vidite, smo tudi malo garderobe začeli z obnovo, renovacijo, okna menjali, spredi smo tudi uredili dostop do garderob pa to, in to so vse stroški, ne. V zimskem času potekajo treningi večinoma po šolskih telovadnicah in v športni dvorani Medvode, del trenažnega procesa se opravi tudi zunaj na umetni travi. Umetna trava je dobrodošla, predvsem tudi v zimskem času, ne, ko smo omejeni z igrišči, ko ne moreš na naravni travi trenirati, zelo fajn pride. Je pa problem, ker je umetna trava je premalih dimenzij, ne. Tako da je bolj primerna samo za te najmlajše selekcije oziroma starejše nek improviziran trening, če je bolj tekaško oziroma neko tehnično znanje piliš, ne. Da bi pa zdaj neki konkretnejše vaje delu, je pa žal premehna. Torej, ustrezna infrastruktura za vašo športno panogo v naši občini, da ali ne? Zelo težko vprašanje. Zunanja ne, dvoranska ja. Otroci kot otroci imajo zelo radi pozornost, radi se igrajo, tako da najmlajše probaš privabiti s svojim nekim odnosom, probaš jim predstaviti šport kot neko igro, da se otroci dobro počutijo, da
občutijo, da so sprejeti v tej neki športni sredini, ne. Tako da prvo jih s tem privabiš, pa tisti, ki se odločijo za nek bolj resen trenažni proces, ostanejo. Nekateri pa tudi ne zmorejo, no, ker pol so te treningi čedalje težje, ne. Kot že rečeno, mladinsko nogometno šolo kluba zastopa 7 selekcij od 8. do 18. leta starosti. Prva selekcija, s katero smo malo bolj tako resno začeli delati, oziroma ki je bila prva selekcionirana že od malih nog, je selekcija letnika 2004. To je U11 v tej kategorizaciji državni, ne. Oni so skromni, da ne bomo neki zdaj preveč hvalili pa to, ampak lahko rečemo, da so verjetno med boljšimi v Sloveniji celo, no. Zavidljiva je tudi vaša paleta trenerjev, strokovnih delavcev. Kakšno znanje zdaj mora imeti en dober trener? So potrebna redna izpopolnjevanje, izobraževanje, kako je s tem? Ja, vsak trener mora za opravljanje svojega dela imeti tudi ustrezno izobrazbo, trenersko, pridobiš na neko trenersko licenco, je več različnih stopenj, glede na starostno kategorijo oziroma nivo tekmovanja je tudi zahtevana pač ustrezna izobrazba. Tudi skozi leto moraš se udeleževati teh obveznih seminarjev, kjer zbiraš kreditne točke, da lahko obnoviš, vsako leto moraš obnoviti licenco in s temi seminarji izpolniš to kvoto, ki jo moraš pač opraviti teh izobraževanj. Se pa z selekcijami probamo udeleževati čim več turnirjev, zato da bi fantje pridobili čim več izkušenj, čim več težkih tekem odigrali. Tako da so letos odigrali tudi kar nekaj dvoranskih turnirjev po zimi, tudi udeležujemo se letnih turnirjev, zdaj imamo v planu, imajo prihajajoči turniri, so en večjih je v Radomljah, Cordial Cup, ki je kvalifikacijski turnir tudi v Avstriji se igra finale iz vseh evropskih držav, pridejo zmagovalci. Tam bojo zbrani verjetno, da vsi najboljši slovenski klubi. Potem imamo v planu tudi turnir v Umagu, potem se bomo udeležili tudi turnirjev v Ajdovščini, Škofji Loki in pa vrhunec sezone je pa vsako leto turnir v Prešovu na Slovaškem. To med mladimi izredno priljubljeno nogometno prvenstvo bo letos zabeležilo že 5. izvedbo. Obetajo pa se nogometne predstave kar 250 ekip. Ne rezultat, pač pa nabiranje tekmovalnih izkušenj je cilj medvoškega nogometnega podmladka. Filozofija v našem klubu, vsaj pri teh najmlajših selekcijah, je tudi, da treba graditi na znanju in igri, ne. Vse rezultati bojo pol že prišli in v teh mlajših selekcijah tudi niso prvotnega najpomembnejšega pomena, ne. Z namenom zagotavljanja množičnosti klub dobro sodeluje tudi z vsemi občinskimi šolami, kjer izvaja program otroške nogometne šole ali krajše ONŠ. Ta trenutno združuje okoli 80 učencev prve triade, katerih prvi stik z organiziranim nogometnim delovanjem temelji na animaciji, igri in učenju. Množičnost imate pokrito, kaj pa razmišljate o kakšni dekliški nogometni vrsti znotraj vašega kluba? Ja, tudi to bi bilo zelo zanimivo. Zdaj, skozi ta leta treniranja smo imeli tudi v vsaki selekciji se je pojavila tudi kakšna punca. Tudi v ekipi U13 je prisotna ena punca, trenira pridno, zelo talentirana, sicer je danes na žalost ni tukaj. Zdaj v prihodnje, ne vem, bomo razmislili tudi v tej smeri. Je pa problem to, da se skozi pojavi ena, dve recimo, nekaj časa vztrajata, pa verjetno zato, ker so osamljene, ker nimajo, ne vem, več dekliške družbe, kakšna tudi neha pa to, tako da upajmo, da bo. So pokazale punce, da so tudi zelo talentirane, zelo primerne za ta šport, ne, tako da bi bili veseli, če bi imeli lahko tudi dekliško ekipo. Dekleta znotraj selekcij medvoškega podmladka so zaenkrat še zelo v manjšini, a nogometno znanje tistih redkih ni zanemarljivo. Lahko pa je zelo pohvalna, zelo pridna, pa zelo talentirana in v primerjavi s fanti lahko rečem, da z nekaterimi celo enakovredna, kakšni verjetno tudi zaradi svojih fizičnih sposobnosti malo prehitevajo, ampak zelo pohvalno. V klubu je trenutno aktivnih okoli 150 registriranih igralcev, v ONŠ, kot že rečeno, še okoli 80 vadečih otrok. Poleg ligaških tekmovanj se predvsem z mlajšimi selekcijami udeležujejo tudi mnogih turnirjev doma in v tujini. V prihodnje želijo z mlajšimi selekcijami postopoma napredovati, širiti sodelovanje s klubi in šolami ter igrati pomembno vlogo v nogometu na regijskem in državnem nivoju.
Praznični velikonočni vikend, za povrh še nič kaj prijazno aprilsko vreme, vse gostejše dežne kaplje. A medvoški nogometni podmladek vse to niti najmanj ne moti. Večina sobotnih dopoldnevov je pač rezerviranih za tekmovalno obarvane ure. Ja, težko, ko imamo pač dva najboljša igralca ni na tekmi. Prva se na zelenici ob Sori pomeri selekcija U11 in gladko s 3-0 premaga ekipo Termit Moravče. Naša kamera pa spremlja igro mlajših dečkov, ki nastopajo v drugi ligi Medobčinske nogometne zveze Ljubljana. Napotki so pred vsako tekmo preprosti, čez teden dobro trenirajo, tako da pol jim pred tekmo sam rečemo, ne pokažejo vse, kar znajo. To je glavni napotek, da morajo imeti pošten odnos na igrišču, da ker je to ekipni šport, si ne smejo dovoliti, da bo nekdo malo manj tekel, malo manj se boril, pa to, ampak morajo vse, kar znajo in vse, kar imajo, vse pokazati. Kot se za prave ekipe spodobi, je vsakemu izmed 11 igralcev zaupana svoja specifična vloga glede na igralno mesto, ki ga zaseda pri igri v napadu ali obrambi. Jaz sem zadnji veznik, pa veliko se moram odkrivati, pa veliko moram podajati, pa centre pa to. Pol špica, da nosim igro, da podajam, pa centra dajem. Ja, jaz sem v bistvu napadalec in moja vloga je, da podajam pa zabijam gole in da sodelujem s svojo ekipo in da se bo vsi imeli v redu. Selekcija mlajših dečkov že obvlada različne načine vodenja, zaustavljanja, sprejemanja in podajanja žoge. Poleg tega pa tudi pravila lepega in športnega obnašanja. Ja, najmočnejši smo kot ekipa, da se dobro razumemo, pa da se med sabo ne kegamo, pa da zelo skupaj držimo. Da sodelujemo, pa da smo dobri prijatelji, pa skupaj držimo. Da so zelo dobro tehnično podkovani. Zdaj imajo zelo veliko nogometnega znanja. Edino, kar jim včasih dela težave, je motivacija na sami tekmi oziroma da si preveč lahko vse vzamejo. Da kakšno tekmo odigrajo, ker se zavedajo svojih sposobnosti, pol jih je pa treba tudi tukaj malo že spodbujati, malo jih usmerjati, da vsako tekmo dajo vse od sebe. Medvoška selekcija U13 v obeh polčasih uspešno obrani vse napade nasprotnikov iz Litije in na koncu igre 13. kroga zabeleži zmago 1-0. To so fantje že 13 let stari, tako da že imajo neke odgovorne vloge v igri. Tudi imajo neke naloge, ki so jim dodeljene, skozi proces treninga se spoznajo z nalogami in to. In pol probamo to na tekmi tudi pokazati. Ker neki fantov, ki ima potencial, da bi enega dne lahko bili. Mogoče ne glih novi Ronaldo, ti bojo pa verjetno zanimivi nogometaši, če bojo vztrajali. In res, vsaj za enkrat kaže, da medvoškemu nogometnemu podmladku volje, motivacije in delovne vneme nikakor ne manjka. Ja, 4x na teden imamo treninge. Ponavadi enkrat kondicijske, ostalo pa normalno. Prvo se ogrejemo s krogi, potem roke vrtimo pa to, pol gremo kakšne podaje, zdrževanje žoge, igranje pa na koncu lahko še kakšni streli pa to. Tudi med mladimi igralci mora odločilno vlogo pogosto opraviti vratar, ki je zadnja ovira nasprotnikovih igralcev. Njegove odlike? Da sprejema žogo, v bistvu jo lovi dobro, podaja, natančne podaje, dolga žoga mora biti močna, vse take eksplozivnost, tudi kdaj rabiš hitrost v igri. Čeprav je vratar enakovreden član nogometne ekipe, je njegova vloga večja in odgovornejša od 1/11. Pa vratarji potem trenirate skupaj z ostalimi tekmovalci, igralci ali imate sami svoje specifične treninge? Ja, 2krat na teden imamo skupaj, tle v Medvodah, drugače pa z igralci treniramo skupaj. Kaj pa ti mogoče tudi po televiziji spremljaš, kaj delajo dobri vratarji po svetu na tistih najpomembnejših tekmah, se morda tudi tako lahko kaj naučiš? Ja, večinoma se učim na internetu, pa kar bolj malo na TV-ju. Ne velja zastonj rek, da dober vratar pomeni pol moštva. Vsa igralna mesta v moštvu si lahko privoščijo napake, le vratar si je ne sme, ker to največkrat pomeni zadetek. Kakšna pa je zdaj tvoja statistika, mogoče koliko golov oziroma žog ubraneš približno na tekmo?
Ne, meni je 5-6 najmanj. Je to dobro? Ja, odvisen kakšen je nasprotnik. Kaj pa mogoče kdaj ti kakšna žoga, da jo nisi prestregal in te je, ne vem, si dobil kakšen močen udarec v telo? Ja, to se je že velikokrat zgodilo. Največkrat v glavo pa v trebuh. Pa je bilo hudo, ni prišlo do poškodbe? Ja, ene 2-krat, 3-krat sem že imel prste zvite pa to. A ti to ni nagnalo strah v kosti, mislim, te ni strah? Ne. Zelo pomembna lastnost, ki je pri vratarju še posebej izražena in nepogrešljiva, je torej hrabrost. Na prijateljski tekmi v Smedniku pa smo sredi meseca spremljali mladinsko ekipo, varovanko izkušenega trenerja Danila Rekarja. Nič kaj mladostno razpostojeno ni bilo, na treningu mladincev pač vladata red in disciplina. Mladinska vrsta se počasi, a vztrajno dokazuje na slovenskem nogometnem prostoru. Trenutno sicer zaseda zadnje 10. mesto na lestvici prve slovenske mladinske lige, kjer dominirajo Litija, Bela krajina in Zagorje. Razmišljamo o tem, da bi se še z enim lokalnim klubom združili, pa da bi potem te tekmovalne selekcije od U15 navzgor torej delovale skupno. Bomo videli, torej še zmeraj smo v fazi pregovarjanja, v kratkem bo vse jasno. S to potezo želi klub mladinski selekciji dvigniti nivo, obenem je svež veter združene ekipe lahko tudi dobra motivacija mladim igralcem. Igra se pa velik nogomet, ker je potrebno torej večje število otrok in ki jih sami realno v našem kraju ne moremo doseči, tako da Konkretno o katerem društvu je govora? nogometni klub Škofja Loka. Mladinska ekipa trenira 4-krat tedensko, ob vikendih še tekmuje, sicer pa svojo zavzetost za trening fantje krotijo še individualno doma, v glavnem žogo, malo pa tudi preko računalniških iger. Ekipa sledi splošnemu cilju nadgrajevati nogometne vsebine iz leta v leto po strokovnem programu, saj je v sodobnem mladinskem nogometu igra postala tako kompleksna, da mora igralec poleg tehničnega znanja obvladati tudi druge elemente nogometne igre. Ti so dobra kondicijska pripravljenost, taktično znanje in psihološka pripravljenost. Torej nikakor ne samo dosežek, dobrobit športnega udejstvovanja ima mnogo širši pomen. Mladi športniki se ga po večini še ne zavedajo, pa nič zato, važno je, da ljubezen do športa redno negujajo. Vrhunski športniki so najpogosteje vzor mladim in nogometaši niso izjema. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ja, svetovni nogometni asi celo presegajo slavo svetovnih filmskih zvezdnikov. A ta je rezervirana le za peščico izbrancev. Realni cilji, ti pa vsekakor so, seveda zdravo mero volje in vztrajnosti, dosegljivi marsikomu. Da bi vsaj v Mariboru igral. Vsak dober športni klub ima dobrega predsednika in NK Jezero ga ima. Zdi se, da je Ljubljančanu Danilu Vukoviću v zadnjih 2 letih uspelo opazno oživiti društveno dogajanje. Neke cilje smo že v letošnji sezoni dosegli. Postavili smo že celotno piramidno v mladinskem delu. Tudi s člani trenutno dobro kaže, ker je bil primarni cilj obstanek v 3. ligi. Zdaj, za naprej so pa cilji vsekakor, da bi z kadetsko pa mladinsko selekcijo prišli v 2. slovensko ligo. Člani pa skozi leta probali postati nek kakovosten 3. ligaš, pa če bo sredstva, če bo igralski kader ta prav, pa mogoče zleti tudi v 2. ligo. Članska vrsta je v zadnjem 26. krogu 3. slovenske nogometne lige Center, ki je na domači zelenici potekal 6. junija, remizirale z ekipo Ivančna Gorica. Najmočnejši smo mogoče bili v tem, da smo se zbrali skupaj, ker so bili najtežji trenutki, da smo rekli, zdaj pa dost, zdaj moramo narediti to in nas je to nekako držalo gorne. Ekipa se je zbrala pred sezono na novo, tako rečen, par fantov je ostalo, ampak smo zdržali. Medvoška članska vrsta je tako s 7 zmagami, 9 remiji in 10 porazi zasedla 9. mesto na lestvici. Cilji za naprej ste enotni, bodo člani vztrajali v tej ekipi? Jaz mislim, da večina jih bo vztrajala, prišel bo kakšen nov fant, kakšen bo šel, ampak mislim, da ta osnova bo ostala enaka. Kratkoročni cilj vodstva kluba je tudi poiskati novega trenerja članske selekcije. Zdajšnji članski trener je dobil ponudbo iz nogometnega kluba Dob, kar je tudi rang više tekmovanje, tako da je sprejel ponudbo. Zdaj, trenutno smo sicer brez trenerja, je situacija nekoliko zakomplicirana, malo nadomeščamo, malo krpamo luknje,
tako da bo potrebno najti nekega ustreznega trenerja. Ja, je že tako, da je denar tudi nogometnega sveta vladar. Ogromen posel, v katerem se obračajo enormne količine denarja. Tega še zlasti v manjših občinskih klubih vedno primanjkuje. Kakšna je približna finančna konstrukcija vašega kluba? Koliko denarja potrebujete, da lahko normalno izpeljete sezono? Ja, zdaj, da bi speljali sezono brez nekih večjih vlaganj v infrastrukturo, v igrišča in to, tam 75-80 tisoč verjetno. Na splošno je tako veliko pomenijo pa sami starši oziroma vadnine, ki so nekje skoraj da polovico klubskega proračuna, ostalo pa se trudimo. Tudi v vseh pogledih, torej, kar se tiče prilivov sponzorskih, donatorskih, počasi rastemo, tako da optimistično zremo naprej. No, letos ste se izkazali tudi po tisti organizacijski plati, kar nekaj medobčinskih prvenstev ste izpeljali. Kakšne so želje za naprej? Isto, želje za naprej, torej v prihodnje poletni močni turnir je pripravljalni pred začetkom sezone in zimski torej v Medvoški telovadnici. Torej, plani so isti, samo še v večjem obsegu, v večjem številu, to je to. Zaradi visokih stroškov sodnikov, delegatov in kotizacij tekmovanj največje finančno breme seveda predstavlja članska vrsta. A poudariti je potrebno, da člani za igranje ne prejemajo plačil, klub jim povrne zgolj potne stroške. Je medvoški nogomet zanimiv za sponzorje, donatorje? Nažalost je situacija v občini, državi taka, da je sponzorskih vlaganj manj, kot je bilo pred parimi leti verjetno. No. Ampak se še vedno najdejo ljudje, ki razumejo šport, ki razumejo potrebe nekih športnih društev, tako da nekaj sponzorskega denarja se še vedno najde. No. Glavna stvar, ki se tudi trenutno kaže v članski ekipi v teh mladinskih kadetskih selekcijah, je tudi delo iz prejšnjih let. Žal ni bilo toliko kvalitetno oziroma tudi nimamo domačega kadra za člansko selekcijo, kar pa poskušamo zdaj s temi novimi generacijami izboljšati, da bomo imeli v članski selekciji domače vzgojene igralce. Namesto poletnih priprav za mlajše selekcije vodstvo kluba raje poskrbi za udeležbo na večjih otroških turnirjih. Razumemo tudi težko situacijo, recimo finančno, tudi starši več ne morejo financirati toliko enih stvari, kot so pred leti. Vse cene so poskočile, tudi ta opevana kriza je naredila svoje. Tako da se bolj udeležujemo nekih turnirjev. Glavni turnir, kar je za te naše mlade nedobivne nogometaše, pa vsako leto na Slovaškem v Prešovu v začetku julija. To je neka, bomo rekli, nagrada za celoletno delo. Pa vsi otroci komi čakajo, da se udeležijo turnirja. V Medvoškem klubu je za opremo in rekvizite dobro poskrbljeno, osebno opremo, kot so copati in dres, pa morajo prispevati starši sami. Kaj pa mogoče za socialno ogrožene? Vse več je govora, da se tudi otrokom iz manj premožnih družin omogoča trening, imajo kaj popusta, mogoče celo zastonj? Ja, vsekakor probamo omogočiti vsem otrokom, ki jim pokažejo neko interes, željo za treniranje, in vsekakor omogočimo. Tudi če starši niso sposobni, zmožni plačevati vadnine, lahko otroci vseeno trenirajo. Se pa v nekaterih primerih smo pa bili deležni tudi prakse ostalih staršev, ki so vedeli za težek položaj drugih otrok, tako da so to drugi starši pokrili tudi njihove stroške. Otrokova motivacija se skozi trenažni proces spreminja. Ključno vlogo pri spodbujanju in usmerjanju morajo zato poleg trenerjev odigrati tudi starši. No, glede na vaš številčen podmladek in pa nasploh članstvo, mora biti najbrž vzorno tudi sodelovanje starši. Kako so starši vpeti v vaš trenažni proces? Ja, zdaj v sam trenažni proces jim glih ne pustimo veliko zraven. Bolj so starši pomembni pri sami vzgoji otrok, spodbudi. Potem lahko rečem, da imamo z starši res dober odnos, kar se tiče samih delovnih akcij, se radi udeležujejo, potem veliko nas razbremenijo tudi pri prevozih na tekme, turnirje.
Potem nekateri starši se tudi aktivno vključujejo v iskanje sponzorskih sredstev, tako da lahko rečem vse pohvale staršem. Primarni cilj ukvarjanja mladih z rednim športom je v prvi vrsti športno-vzgojno delovanje na razvoj osebnosti preko samopotrditve, identifikacije in socializacije. Da bi le volja in zagnanost glavnih akterjev medvoške nogometne pravljice nikoli ne minila.